Lepo pozdravljeni, dragi gledalci. Čas je za še zadnji Posavski obzornik pred počitnicami. Pozornost bomo tokrat namenili odzivu na osnutek uredbe o zmanjševanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki ga je pripravila Evropska komisija, ter razstavi srbske umetnice Nadežne Petrović v Kostanjeviški galeriji. Že v lanskem letu je pridelovalce sadja in zelenjave neprijetno presenetila novica o nameri Evropske komisije o drastičnem omejevanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev, še posebej na varovanih območjih, kot je v Sloveniji Natura 2000. Slovenski proizvajalci, katere podpira tudi resorno ministrstvo in pristojne službe, pravijo, da so pravila o uporabi teh sredstev v Sloveniji že sedaj tako stroga, da bi lahko sprejem uredbe resno ogrozil obstanek dejavnosti. Pridelovalce pri tem trdno podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zatrjuje ministrica. Zakonodajni predlog, ki ga je predlagala Evropska komisija, dejansko za Slovenijo ni sprejemljiv, ker dejansko zahteva zmanjšanje fitofarmacevtskih sredstev za 50% na občutljivih območjih in Slovenija ima te občutljivih območij zelo veliko, predvsem je tukaj na območju Natura 2000 in pa potem zavarovana območja po naravnih, kot so vodna direktiva in pa potem nacionalna zavarovanja. Poleg tega je pa zmanjšanje 50% ravno na teh območjih, ker imamo mi v Sloveniji veliko njiv, potem sadovnjakov in pa vinogradov, nemogoče, kajti mi smo že v preteklosti bistveno zmanjšali porabo fitofarmacevtskih sredstev. V ta namen smo tudi povabili v Slovenijo evropsko direktorico DJ Santija, namestnico direktorice, ki se bo v Sloveniji oglasila med 19. in 21. aprilom in bo dejansko ji bomo predstavili ohranjenost biodiverzitete v Sloveniji, kot tudi posebnost slovenskega kmetijstva, ki ni tako intenzivno kot v ostalih evropskih državah. Govorimo o tej uredbi o pesticidih, ki je del evropskega paketa od Vil do Vilic, Farm to Fork, v kateri mislim, da se Evropska komisija na precej nespreten in po moje tudi nepravilen način loteva zadeve. Evropsko kmetijstvo je po intenzivnosti zelo različno. Če primerjamo, Nizozemsko, Dansko, severno kmetijstvo v Nemčiji, severno Nemčiji predvsem, Franciji, Belgiji, govorimo o zelo intenzivnem kmetijstvu, o kmetijstvu, v katerem je po eni strani bistveno večja obremenitev, govedi na hektar. Tu izračunamo obremenitev glav velike živine in imaš na Nizozemskem ponekod od 6 do 7 glav velike živine na hektar, v Sloveniji je to 1 glava velike živine in tu nastaja problem izpustov dušika, bodisi v podtalnici, tudi v zraku. Pri pesticidih je podobno. Zelo velika je razlika, koliko pesticidov kdo uporablja, kakšne pesticide uporablja. V Sloveniji je zelo veliko teh ostrejših insekticidov že omejenih in zato tudi, kot sem že dejal, nimamo teh konfliktov med čebelarji in kmetijci. Na drugi strani pa je komisija ubrala čudno metodo, kako priti do 50% zmanjšane porabe pesticidov do leta 2030, da je enostavno ugotavljala, koliko imaš naravi nature, koliko imaš naravnih parkov, nacionalnih parkov, vodovarstvenih območjih in v osnovnem predlogu na teh področjih 100% prepovedala uporabo vseh pripravkov, tudi tisti, ki so dovoljeni v ekološkem kmetijstvu. Seveda je Slovenija tu dobila celo višji procent omejitve, kot ga imajo druge države, 59 velja za Slovenijo in izločitev kar tretjine sadovnjakov, vinogradov od uporabe pesticidov, tudi oljčnikov, več kot 40% njivskih površin, kar pravzaprav onemogoča neke normalne kmetijske prakse. Pridelovalci opozarjajo, da imajo v Sloveniji, predvsem zaradi majhnosti trga, že tako ali tako okrnjen nabor uporabe fitofarmacevtskih sredstev. V Sloveniji imamo registriranih zgolj 209 aktivnih substanc, nekaj manj kot 500 jih je v Evropi trenutno dovoljenih. Z tega vidika ta moja teza, da pridelujemo najbolj zdravo sadje in zelenjavo. Velikokrat je tukaj dodatna težava, da ko nimaš sredstev za zaščito, da je potreba potem z nečem drugim še celo večkrat iti v nasad ali na polje in z tega vidika pozivam na razum. Ne nazadnje, zakaj bi imele sosednje države nekaj, kar pa mi nimamo. Kaj pa se tiče povezavi z predlogom uredbe, je pa zelo jasen, kaj ti določene države so resnično
krepko pretiravale v zadnjih desetletjih in tiste bojo morale desetletja postoriti, da bi prišla na ta nivo, kjer je Slovenija danes, in z tega vidika je tudi jasno tudi stališče ministrstva in ministrice, da nasprotuje tako rigoroznemu predlogu, ki je kot uravnilovka, tako da smo tu zadovoljni in računamo, da bo tudi ta stališče do konca in da ta uredba v trenutnem predlogu ne bo sprejeta. Seveda pa tudi opozarjamo, da ne bo z nekimi manjšimi popravki, ampak da bo takšna, ki bo omogočala, da bo Evropa si lahko naprej še skrbela za sadje in zelenjavo in ostalo prehrano, kajti zelo jasno je tudi danes rečeno, da prihaja druga zaporedna velika suša v Evropi. Upam, da vsaj v Sloveniji v tem trenutku ni tako hudo, kot je bilo morda lani, vendar za Evropo pa prihaja težki časi, vsako leto je huje in z tega vidika bo samo še težje pridelovati hrano, zato take uredbe definitivno ne potrebujemo. V Sloveniji smo, kar zadeva uporabo fitofarmacevtskih sredstev, že ves čas, že dolgo zelo racionalni, saj smo imeli integrirano pridelavo v bistvu na lastno pobudo že pred več kot 30 leti in se temu zelo prilagajamo. Zdaj brez fitofarmacevtskih sredstev to niso škropiva, to niso neki strupi, to so zdravila. Ravno tako kot so zdravila za bolezni pri ljudeh, živalih, tako so to zdravila za rastline in ne smemo do tega biti tako črnogledi. Pač prilagajati se bomo morali, upam, da ne bo to preveč rigorozno, kajti v tem primeru je lahko pride tudi do pomanjkanja hrane oziroma v tem primeru sadja. Je pa težko se bo temu prilagajati, zlasti pa zato, ker v Sloveniji smo že zdaj na minimumu uporabe fitofarmacevtskih sredstev v primerjavi z ostalimi evropskimi državami in vemo pa, da vse to, kar se v ostalih evropskih državah prideluje, pride na slovenski trg, tako da se bomo morali to kar poenotiti v celi Evropi. In upam, da bomo lahko prilagajali. Včasih so neki ukrepi, neki predvidevanja popolnoma neživljenjska, ker se vidi, da jih nekdo pripravlja, ki ne živi, ki nima pogleda na to, da se hrana prideluje v naravi. Zavedati se moramo, da je ekologija nujna in tudi v naši hiši se zelo trudimo. 1/3 naših vinogradov in vse ostale površine imamo pod ekološko pridelavo, kjer uporabljamo minimalno fitofarmacevtskih sredstev in še tiste, ki so sprejemljiva v ekološki pridelavi. V ostalih vinogradih pa, kjer gre za tako imenovano integrirano pridelavo, pa se uporablja sredstva, ki imajo malenkost močnejše delovanje. In jaz mislim, da takšno rigorozno sprejemanje pravil ima lahko zelo velike posledice, ker marsikdaj se pa ne da sploh v širši pridelavi, v večjih posestvih se pa ne da za takšno mero, kot je zdaj na novo predpisana oziroma kot je načrtovana v Evropski uniji, tudi preživeti. Kljub vsemu najlažje je napisati na papir, vendar moramo imeti tudi neke alternative. Ker mi pa smo odvisni od vremena. Ko pride, ne vem, 14 dni dežja, pač se ne da nikakor drugače narediti. In če smo mi pridelek in en uradnik to napiše, to je zelo enostavno, za nas pa to pomeni družine zadaj za pridelavo. Kot rečeno, kmetije upajo, da bodo predstavniki komisije upoštevali zdajšnje stanje na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev za posamezno državo in zmanjšanje narekovali glede na njihovo porabo. V Sloveniji smo podvrženi zelo strogem nadzoru in zakonodaja je tukaj zelo striktna. Če bomo pa zaostrovali zadevo v neke razsežnosti, za katere nismo trenutno zreli, ampak strmimo k njim prehitro, pa sigurno to ne bo dobro za slovenskega kmeta. Moramo vedeti, da pridelava hrane v Sloveniji ni zadostna. Če bi bilo to tako super, bi se bolj masovno ljudje tega lotevali in moramo kot država v bistvu pomagati, ker smo partnerji. Kmetje in država in potrošniki, mi smo partnerji, živimo eno od drugega in pomembno je, da se tudi razumemo.
Predvsem pa, da smo zelo jasni in verodostojni, to se pravi, da ne skrivamo podatkov, da vemo, s čim se škropi in kaj se potem tudi uživa na mizah. Sadjarji denimo so odvisni od opraševalcev in si sredstev, ki bi te uničevala, enostavno ne morejo privoščiti. Definitivno sadjarji smo odnegdaj živeli v sobivanju s čebeli, tudi sam sem imel pred leti v sadovnjaku v času cvetenja čebelnjak in nikoli ni bilo dobenih težav. Celo čebelar bil vedno zadovoljen, ko je čebele odpeljal, ker so bili panji težki. Mi zagotovo ne bomo povzročili kakšnega pomora. Seveda, uporabljamo pač to, kar nam je dovoljeno in v tistem času, ko nam je dovoljeno. Mi se pač prilagajamo, koliko se lahko, ampak čisto popolnoma se pa res ne bomo mogli prilagoditi. Seveda, prilagajamo se s tem, da sadimo neke odporne sorte, ki pač zahtevajo nekoliko manj škropljenja. Ampak nekje je pa treba, neko zaščito je pa treba. Saj vemo, da neškropljeno sadje pa pridelki, kmetijski pridelki, ki nimajo dobene zaščite, so tudi podvrženi nekim mikotoksinom, na katere pa še nažalost ne delamo analiz, ki so lahko včasih tudi škodljivi za zdravje. V glavnem, sobivati moramo ljudje in žuželke oziroma in narava, moramo sobivati in poskrbeti, da bomo imeli dovolj kvalitetne in zdrave hrane. Pristojni poudarjajo, da bodo pri blažitvi ukrepov lahko uspešni zgolj skupnim nastopom vseh udeleženih. Menim, da je prvi korak, najpomembnejši korak to, da smo v Sloveniji enotni. Če bi prihajali različni signali, različni odzivi do tistih, ki v Bruslju odločajo, to sigurno ne bi bilo dobro, tako da kot država od ministrstva z vsemi inštitucijami, nevladnimi organizacijami in tudi pridelovalci smo enotni, to je prvi pomemben dejavnik. Zdaj, kako urediti? Vemo, v katerem času živimo in seveda so prav je in želje so in delno so tudi pritiski, da se uporablja tega čim manj, s tem nič ni zagotovo narobe. Pri nas imamo še mogoče en dodaten dejavnik Nature 2000, oziroma območij, na kateri bi ta omejitev drastično omejila pridelovalce pri izbiri teh sredstev. Ta območja so v velikih obsegih. To se je kar pred nekaj leti ta območja zarisalo in takrat mogoče malo prepogumno skoraj da in danes vidimo, takrat je bilo to predstavljeno kot priložnost, kaj bo to vse preneslo. Podeželju, tukaj se pa zavidi, da to je lahko ena izmed težav. Potrebno je še poudarjati, da mi nismo primerljivi z vsemi državami v Evropski uniji, da so določene bistveno večjem obsegu uporabljajo količine fitofarmacevtskih sredstev, število aktivnih snovi, kot tudi absolutno količine. In ni primerljivo in ni fair, da zdaj smo vsi čisto v enakem izhodišču, kajti mi smo že v izhodišču z bistveno nižjo porabo na hektar, na žival, na karkoli gledamo. Tako da to mislim je potrebno poudarjati, da se bomo pa popolnoma izognili v prihodnje, glede na to, da si vsi želimo ohraniti naravo, to ne bo šlo. Moramo pa poudarjati, da mi s takšnim načinom kmetovanja v Sloveniji praktično ustvarjamo ali pa smo ustvarjali to in vzdržujemo. In ne vidimo zdaj tistih kazalnikov, ki nas bi nekako prepričali, da smo drastično poslabšali. Takrat bi se težje zagovarjali. Mislim, da imamo kaj pokazati. Dobre prakse kažejo v veliki večini primerov, razen res redkih izjem, da dobro kmetujemo v skladu z naravo in si želimo to še tudi v prihodnje. Poizkušamo pokazati in dokazati, da enostavno je potrebno upoštevati izhodiščna stanja v državah in temu primerno tudi prilagoditi potem tudi te zahteve do različnih držav. Mi smo na primer od leta 1990 razpolovili uporabo pesticidov, v zadnjih 7 letih zmanjšali skoraj za četrtino, tako da mi bomo te cilje z lahkoto dosegli, vendar ne na takšen način, kot si je zamislila Evropska komisija, da bi na skoraj več kot tretjini površin Slovenije enostavno onemogočilo normalno pridelavo hrane, in to je za državo, kot je Slovenija, ki ima relativno malo kmetijskih površin na prebivalca, predvsem njivskih površin, nesprejemljivo in ogroža našo prehransko varnost. Od komisije smo tudi zahtevali
kar ni naredila, pa bi pravzaprav morala že pred izdajo te uredbe, da naredi tako imenovano presojo vplivov, kako bo to vplivalo na prehransko varnost, kako bo to vplivalo na evropsko kmetijsko bilanco. Mi smo danes neto izvozniki, grožnja je, da postanemo odvisni od uvoza od drugod in skozi zadnja mesece, leta smo ugotovili, kaj pomeni, če si odvisen od drugih, naprimer na področju energentov, in energetska in pa prehranska varnost sta dve varnosti, na katere enostavno ne smeš pozabiti niti znotraj države, niti znotraj Evropske unije. Bogovič dodaja, da uredba, kot je bila predstavljena, vsekakor ne bo sprejeta. Koliko jim bo dejansko uspelo prepričati Evropsko komisijo, pa bo jasno nekje do konca tega leta. V Kostanjeviški galeriji so pred kratkim odprli razstavo velike srbske umetnice Nadežde Petrović, ene ključnih osebnosti zgodnjega modernizma na širšem območju jugovzhodne Evrope. Poglejmo. Razstava z naslovom Moderna, nacionalno in njeni slovenski sopotniki, ki je nastala v sodelovanju z Narodnim muzejem Srbije in Narodno galerijo v Ljubljani, predstavlja vrhunec letošnje razstavne sezone v Kostanjeviški galeriji. Težek projekt. Prvič smo sodelovali z dvema nacionalnima muzejama iz dveh držav. Seveda gre za izjemno vredna dela, izjemne mojstrovine. Razstava Nadežde Petrović se je zgodila ob obeležitvi 150-letnice njenega rojstva na pobudo matičnega mesta Čačka, kjer je bila rojena. So uspeli na srbskem ministrstvu to uvrstiti na UNESCO seznam slavnostnih osebnosti, ki letos praznujejo jubileje življenjske. In tako smo se tudi mi na njihov poziv priključili, kajti Slovenija je pomemben segment na njeni umetniški poti, v njenem umetniškem opusu. Razstavo, ki je bila sprva na ogled v Narodnem muzeju Srbije v Beogradu, so v Kostanjeviški galeriji nekoliko priredili. Sicer je prišlo skoraj vse, 8 slik je bilo več v Beogradu, te slike so bile v takem stanju, da ne bi prenesle poti, zato so jih izločili. 94 njenih slik pa je prišlo v Slovenijo, kar je, mislim, da prvič, da je tako velik kontingent sploh zapustil Srbijo, kajti gre za eno največjih slikark, kar jih Srbija premore. Mi smo tukaj seveda, predvsem zaradi mlajših generacij, ki nekoliko manj poznajo Nadeždo Petrović, umestili v razstavo še 30 slovenskih avtorjev. Tukaj smo se obrnili na pomoč prosili za pomoč Narodno galerijo v Ljubljani, ki to obdobje tudi pokriva strokovno v Sloveniji. Dr. Andrej Smrekar je bil postavljen za kustosa razstave in on je izbral nekaj Ašbetovih del, torej učitelja Nadežde Petrović in drugih slovenskih impresionistov v Münchnu, in pa nekaj njenih sopotnikov, Groharja, Jakopiča, Sternena, Jamo, torej 4 velikane slovenskega impresionizma, in pa Ferda Vesela, ki je bil tudi njen sopotnik, s katerim sta ustvarjala skupaj tudi v Srbiji. Nadežda Petrović velja, kot je bilo slišati o podprtju razstave, za mati srpskega slikarstva. Nadežda Petrović jeste u suštini slikar, umetnica koja je obeležila modernu. I na taj način, ne samo što je bila izvanredan slikar, nego pored te okolnosti ona je bila i veliki prijatelj sa mnogim drugim slikarima svoga vremena. Ona je bila, možemo slobodno reći, predvodnica moderne. Putovala je mnogo, školovala se na sličnim mestima kao i njeni prijatelji iz Slovenije, iz Hrvatske. Jako je držala do zajedništva južnoslovenskih naroda, kao i drugi njeni drugari. Organizovala je jednako i humanitarnu pomoć. Želela je da žena dobije svoju posebnu ulogu u društvu. Ona je između ostalog bila veliki patriota, veliki borac. Bila je učesnik i Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. I ne samo zbog te činjenice, ona je prava heroina srpskog naroda. Razstavo je slovesno odprla ministrica za kulturo in izvrstna poznavalka slovenske in jugoslovanske umetnosti 20. stoletja Asta Vrečko.
Nadežda Petrović je vsekakor ena izmed najpomembnejših slikark svojega časa in sodi v sam vrh zgodovine umetnosti Srbije, regije in tudi Evrope. Njen pomen je zelo velik, tako zaradi njene odličnega, seveda umetniškega in slikarskega sloga, njenega življenja, njenega družbene aktivnosti, kot tudi seveda dejstva, da je bila umetnica, da je ženska, kajti to je seveda tudi ponekdaj preprečevalo, morda postavljalo takratna družba kakšne ovire in zaradi tega je njeno delo še toliko bolj izjemno. Silno produktivna umetnica ter vsestranska osebnost, ki je zaradi okužbe s tifusom umrla leta 1915, stara vsega 42 let, je v svoji 15-letni ustvarjalni poti zapustila izjemen slikarski opus. Nadežda Petrović izhaja iz družine beograjskih intelektualcev. Oče je bil visok uradnik na koncu na finančnem ministrstvu, drugače pa tudi pisec. Pisal je poročila o razstavah in podobne stvari. Tako da je družina omogočila slikarsko šolanje in so jo po domačih šolah poslali v München, kjer je prišla k Antonu Ažbetu, in Antona Ažbeta je oboževala. Zelo ga je spoštovala in ostala je 2 leti pri njem, potem je šla pa še za slabi 2 leti k Juliusu Ekstru in se potem leta 3 vrnila domov v Srbijo, kjer začne potem svojo samostojno ustvarjalno pot. Pri Ažbetu je spoznala pa naše umetnike. Ona je študirala v letih 899-900, tam, ko so bili pravzaprav vsi 4 naši impresionisti pri Ažbetu in so se pripravljali na prvo razstavo Slovenskega umetniškega društva. Stara znanstva z ikonami slovenskega impresionizma so, kot doda muzejski svetnik v Narodni galeriji, obudili na prvi jugoslovanski razstavi leta 1904 v Beogradu. Razumeli so vse, ker so se izobraževali v istem okolju, v istih šolah. In se začne njihovo sodelovanje, ki je po moje neka oblika secesije tukaj v naših krajih. Malce pozneje, ampak oni se od stanovskih organizacij ločijo in naredijo svojo in jo podredijo svojim pravilom, imajo bolj elitistične poglede na umetnost. Hkrati je pa ta koncept veliko bolj v duhu politike kralja Petra I. združitelja južnih Slovanov. Ker to, da niso delali razlik, nacionalnih razlik med umetniki, da so bili podrejeni eni žiriji, eno tako bolj poenoteno organizacijo predstavlja, ki je bila umetnikom bolj po vodu, tudi Jakopiču. Tako da je ta simbioza zelo pomembna za nas in za zgodovino našega slikarstva. Eminentna srbska slikarka se je v svoji ustvarjalni praksi navezovala na različne umetniške sloge in takratna gibanja. Nadežda Petrović je v Münchnu v zadnjih letih razvila pleneristično krajino in obvladala figuro, ki jo je potem študirala v domačem okolju. Od tega se potem spogleduje nekoliko z impresionizmom, z impresionističnimi podobami. To je v glavnem v Beogradu. Beograjski motivi na Savi, ladje in ti so najbolj znane. In potem se od leta 1909 začenjajo kazati neki vplivi ekspresionizma, ki ga ona morala videti v Berlinu. In tukaj postaja njena umetnost ekspresivna, izrazna. In lovi korak s sodobnimi tendencami v srednji Evropi tistega časa. In pariški ciklus ga sicer imenujejo
impresionističnega, ne, ampak to je daleč naprej od impresionizma in zadnja srbska faza, ne, ki jo pa označujejo ti simbolni, identitetni motivi, ki navezujejo na zgodovino. Veličina slikarske zapuščine Nadežde Petrović postane prepoznavna šele leta po njeni smrti. Nadežda je zelo neprijazen sprejem doživela na prvi samostojni razstavi leta 1900, potem so jo na skupinskih razstavah odrivali v stran, v Sofiji leta 2006 so jo sploh izločili iz izbora, ne. Tudi potem je imela težave, tudi na četrti razstavi leta 2012 niso prepoznali vrednosti njenega slikarstva in Srbi sami ugotavljajo, da so jo do leta 1938, ne, ko je po 20. obletnici smrti prenesejo njene posmrtne ostanke v Beograd, ne, šele takrat začnejo ugotavljati, da je ona pravzaprav začetnica modernega slikarstva v Srbiji. Ne. In to seveda ta ekspertiza se razvije pa šele po drugi svetovni vojni in je treba poudariti, da spet v Sloveniji. Medtem ko so jo Srbi do leta 1938 poznali pa kot rodoljuba, kot javno delavko, kot borko za ženske pravice, kot prostovoljko v vojnih enotah, v vojaških bolnišnicah seveda in tako naprej. Ne. Vest Slovenijo je torej izrazita tudi po njeni smrti, tako kot za časa slovenskih slikarskih sopotnikov, s katerimi je velika srbska slikarka stkala pristne poklicne in prijateljske vezi. To je res izjemnega pomena to videti skupaj v tako lepi in pompozni razstavi in želim si, da bi jo videlo čim več ljudi, tako iz Slovenije kot tudi iz drugih držav, kajti takšne priložnosti resnično niso pogoste, kajti vsi vemo, da se takšne projekte res zelo dolgo pripravlja. Slikarska dela so za razstavo v Kostanjeviškem muzeju sodobne in moderne umetnosti posodile različne ustanove. Iz Srbije so tukaj Galerija Matice Srpske in pa zbirka Beljanskega iz Novega Sada, Narodni muzej kot matična hiša in pa Muzej sodobne umetnosti iz Beograda ter galerija iz Čačka. To, kar smo si pa od slovenskih kolegov sposodili, smo pa seveda mi direktno z našimi inštitucijami, z našimi kolegijalnimi odnosi uspeli dokaj hitro narediti neko selekcijo. Večina del prihaja iz Narodne galerije iz Ljubljane, nekaj jih je posodila Moderna galerija, Mestni muzej Ljubljane in eno delo pa tudi Krka delniška družba iz njihove zbirke. Izjemna razstava Nadežde Petrović, ki je potujočega značaja, je v galeriji Božidar Jakac na ogled do 9. julija. Hvala za vašo pozornost, z lahkotnim korakom in srcem stopajte skozi poletne dni. Se vidimo ponovno na pragu jeseni.